Dobrodošli v novi oddaji Zmorem. Tekmovanja so že v polnem teku, ampak na začetku oddaje se bomo še enkrat vrnili v leto 2021, k vsem najboljšim. Zveza za šport invalidov Slovenije, Paraolimpijski komite Slovenije, je priznanje najboljšim športnikom v lanskem letu podelila na Brdu pri Kranju. Franček Gorazd Tiršek je tokrat že šestič v svoji karieri osvojil priznanje za najboljšega športnika med posamezniki. Tokrat si je laskavo lovoriko prislužil z 2 medaljama, ki ju je osvojil na Paraolimpijskih igrah v Tokiu. Izjemni strelec pa v sebi lastnem slogu že kuje nove tekmovalne načrte. Ja, resnično je to pač neki umestni dogodek, ko športnik že tekmuje, je že nekako vpet v fokus na tekmovanja in ravno sem zaključil Evropsko prvenstvo, tako da mogoče ravno v pravem trenutku tudi ta podelitev, kajti po vsakem velikem tekmovanju pride prav kakšen dan oddiha, da se malce glava ohladi in pa se fokus malce spusti na nižjo raven. Posebno priznanje za zasluge je prejela Polona Sladič. Trenerka in selektorica slovenske parastrelske reprezentance se po skoraj 3 desetletjih za krmilom izbrane vrste in številnih medaljah z največjih tekmovanj poslavlja od vrhunskega športa. Ja, v bistvu jaz sem se po Tokiu odločila, da majčkeno izprežem iz tega pogona. 27 let je bilo preveč naporno, poleg redne službe upravljati to delo, tako da v bistvu uvajam nove trenerje. Po tako dolgi dobi pač ne moreš takoj predati zadeve, ampak upam, da bomo v doglednem času lahko zamenjali ekipo trenersko. Seveda vsaka nagrada je nek obliž na vse bojne rane, ki jih dobiš v športu, tako da je tudi ta nagrada zelo lepo priznanje in sem vesela zanjo. Vedno se pride do enega vrhunca in tako kot športnik prekine športno kariero, tako tudi trener prekine kariero oziroma se včasih prestavi na drugo mesto, zamenja pozicijo in to je pač normalno, ampak iz tega treba potegniti le najboljše. Vse to, kar sem se naučil, kar sem zgradil, kar sem ustvaril, je treba zložiti v neko škatlico in to uporabiti za naprej. Ob sprejemanju preštevilnih čestitk pa je stari novi športnik leta pogosto odgovarjal na klasično vprašanje. Kaj mu omogoča, da že vrsto let vztraja v samem svetovnem vrhu? Jaz vedno tekmujem sam s sabo in to je recept za uspeh. Če se obremenjuješ z nasprotniki, pustiš pri njih preveč energije, ti pade fokus, izgubiš koncentracijo in nekaj kmalu zaključiš pot do vrhunskega rezultata. Takrat, ko pošteno delaš, pošteno treniraš, se lahko osredotočiš le na sebe in nekako usmerjaš svoj fokus, usmerjaš svoj pogled proti cilju in na koncu se ozreš, vidiš, kaj si ustvaril, kaj si dosegel in ponavadi se lahko nasmejiš od sreče in pa si vesel ter potrdiš svoje trdo in pošteno delo, da je bilo pravilno. V ženski konkurenci je naziv najboljše osvojila Manca Smrekar po zaslugi 4. mesta na svetovnem prvenstvu v paraplezanju v Moskvi. Izredno sem počaščena in pa predvsem presenečena, ker nisem pričakovala, da bom tako hitro prišla do že neke take vrhunske udeležbe kot parašportnica leta in pa dobila to priznanje. Tako da občutki so res vrhunski. Ciljam predvsem na medalje. Ne bom rekla, katero mesto, ampak definitivno želim biti na stopničkah, zato se tudi fajn pripravljam. In za tiste, ki malce slabše poznajo vaš šport, katere pomembne tekme so tiste najbolj pomembne, ki vas zdaj čakajo? Prva tekma bo v Združenih državah Amerike v Salt Lake Cityju. Takoj naslednja sledi v Innsbrucku v Avstriji in pa potem v Villarsu v Švici. Te so ta glavne tekme, ki jih imamo, potem je pa še par master tekem, ki so manj pomembne. V ekipni konkurenci so športniki leta 2021 postali člani ekipe športnega ribolova Rudolf Centrih, Franc Štefanič, Željko Mavrič, Marko Pešec in Tomaž Vanič, ki so lani na svetovnem prvenstvu v športnem ribolovu v Radečah osvojili srebrno medaljo.
Ja, v vrhunskem športu resnično ni prostora, ne časa za počitek. Velike tekme se nadaljujejo in eno izmed najpomembnejših tekmovanj v novem letu bo olimpijada za gluhe športnice in športnike. Poglejmo, kako se je na ta izjemen izziv pripravljal Marino Kegl. Marino Kegl je v zadnjih tednih pilil formo za nastop na olimpijadi gluhih, ki bo tokrat potekala v Braziliji. Naš tenisač je na tem tekmovanju debitiral že leta 2013, 4 leta zatem pa v Turčiji osvojil 4. mesto. V Brazilijo potuje kot tretji najboljši igralec svetovne lestvice gluhih, prvič pa se podaja na tako dolgo potovanje. Prvič grem na tako dolgo potovanje, zato si niti ne predstavljam, kako to izgleda. Verjetno bo kar naporno. Olimpijskih iger se veselim. Brazilci so veseli in jasni ljudje. Vzdušje bo dobro, upam, da bodo dobre tudi moje predstave. Ker bo Marino v Braziliji tretji nosilec teniškega turnirja, bo v prvem krogu prost. Pričakovanja so velika, Marino pa bo naredil vse, da bi še nadgradil 4. mesto zadnje olimpijade. Pričakujem, da bom igral svoj najboljši tenis in dostojno zastopal mojo drago domovino. Moj cilj je vedno enak. Svetu želim pokazati, da tudi v Sloveniji igramo vrhunski tenis. Marino, ki je lani v Grčiji na Kreti osvojil bronasto medaljo na Evropskem prvenstvu, se je tokrat pripravljal v želji po lovu na nov velik uspeh. Kako so potekale priprave? Tako kot vedno so priprave potekale po načrtu. Fizično in psihično sem pripravljen. V mojem klubu STK Maribor imam zelo močne soigralce. Igramo veliko na točke, z Adijem pa piliva še razne taktične rešitve in igrane situacije. O tem, kje se bo igralo, kakšna bo podlaga in kaj lahko predstavlja težave, pa je več povedal Marinov oče Darko, ki je tudi sinov trener. Torej odhajamo v Caxias do Sul na severovzhodu brazilske države Rio Grande do Sul, to je jug Brazilije. Samo mesto leži na 815 metrih nadmorske višine, kar nama predstavlja manjšo uganko, ki jo bomo morala rešiti nekaj dni pred začetkom turnirja. Igralo se bo na rdečem pesku, kar je malo bolj ugodno, kot če bi se igralo na trdi podlagi. Problem predstavlja redkejši zrak in bo treba žogice malo pošolati, da bodo obogale. Tukaj so tisti, ki prihajajo iz višje ležečih držav, vsekakor v prednosti. Mi bomo naredili vse, da se prilagodiva. Darko pričakuje, da bo konkurenca na olimpijadi izjemna. Z izjemo Rusov, Belorusov in Ukrajincev ter tudi Britancev bodo na turnirju vsi najboljši. Vsi nosilci, torej najožji favoriti so tukaj. Velikokrat pa se zgodi, da kakšen mlad udari tudi iz ozadja. Vsakega posameznika bo trebalo vzeti zelo resno, ker popravnih izpitov ni. Torej se pravi, gremo na vse ali nič. Ob Marinu Keglu bodo v Braziliji tekmovali še Lea Glojnarič, Iris Breganski in Tadej Enci. Slovenija je od osamosvojitve naprej na olimpijadi gluhih osvojila 17 kolajn, prepričani pa smo, da se bomo tudi letos razveselili številnih uspehov. Z našimi odbojkaricami in odbojkarji sede smo se v naših oddajah že veliko ukvarjali, kar seveda ni presenetljivo, glede na to, kako uspešni so na vseh, tudi na največjih tekmovanjih. Tokrat pa je Srečko Ferles pripravil prav zanimivo zgodbo iz zakulisja o naši novi članici izbrane vrste. Valentina Brik je prvič v Slovenijo prišla leta 2015, takrat še kot reprezentantka Ukrajine, s katero je igrala na Evropskem prvenstvu. Takrat so Ukrajinke osvojile zlato medaljo, ki pa ni edina žlahtna medalja, ki jo je Valentina osvojila v svoji bogati karieri. My first competitions, it was European Championship. It was golden medal from start, then on next year in London, bronze, and then on next Euro
championship also golden medal. And then just playing. But in Rio we were fourth. Toda vse skupaj se je začelo veliko prej, ko je Valentina igrala odbojko v prvi ukrajinski ligi. I started to play 2011 in Ukraine in Sitin after my car accident in 2008. I have a broken knee and then just accidentally know that there is also sitting volleyball because I was playing in standing in Super League in Ukraine in high level. And then after car crash I thought life is over already, but it was just one phone call. My friend I was playing with, she said, come on, where are you? Where are you? Just I was hiding at home because I didn't want to go out anyway. I don't know. And she said, we are playing now, sitting. I said, no way. Are you kidding? And then after 3 days, I was already in training camp in Ukraine and just sit and start to play in national team because I had experience in volleyball. Po koncu reprezentančne poti v Ukrajini pa je prišlo nenadno povabilo iz slovenskega tabora. Stik je navezal oče trenutne kapetanke Lene Gabršček. Just sitting home and some message on Facebook. Hello, Valentina, how are you? Just and I know that this was father, now my captain, Lena Gabršček, and I was looking. Oh, I know you. I know because I know Lena, and now I know you. And just start to speaking. How is going? How are you living? How is your? I said, okay, just with my son, home, just relaxing, okay. And he said, come in Slovenia, just visiting, just to see Slovenia and we will see what will happen. Okay, no problem. Just came on training and I knew everybody here and I was happy that it was warm. They said, oh, Valentina, hello, we know you, come and just play. Valentini pa je že predtem Slovenija in slovenska odbojkarska ekipa prirasla k srcu. I started thinking about Slovenia a little earlier than I came here because when we were playing, I'm for Ukrainian, we were playing with the Slovenian team. And it always for me, it was like, oh my God, they like family. They playing all together till the end, till every ball and no bad connection between girls. I was looking and it was very, for me, oh my God, I want to play also in team like this. Tudi v slovenski reprezentanci se zavedajo, kako kakovostno igralko so dobili pod svoje okrilje. Ja, mi smo nekako se zdaj okrepili z Valentino Brik, bivšo igralko Ukrajine. Smo veseli, da se nam je pridružila. Sploh zdaj, ko vidimo, kakšna je situacija v sami Ukrajini, ima to še mogoče malo večjo težo. Ja, z eno tako igralko v bistvu ekipa se lahko dvigne tudi 20 ali pa 30%. Nekako upajmo, da nam bo uspelo zdaj sestaviti, sinkronizirati to ekipo, s katero še nismo imeli možnosti igrati na večjih tekmovanjih. Jaz upam, ali pa bom rekel, vem, da nam bo uspelo in da so pred nami še dobre igre. Toda pot iz Ukrajine v Slovenijo se je zaradi vojne v Ukrajini močno zapletla. Na srečo pa je bila to zgodba s srečnim koncem. It was very hard. I was driving on Ukraine. I was driving 3 days and 3 nights. I should drive maximum 12 hours, but I was driving 3 days.
And it was very scary. All trip I was afraid, will I survive? Will I go till the end? What can happen now? Because all trip soldiers, helicopters, and all military machines, and we just were standing and waiting our turn, because everybody go out from Ukraine. It was very scary. I'm very glad that for me it's finished, that trip, that I'm here in safe, and my son is in safe, so it was very hard. Sedaj sta s sinom na varnem, kjer bosta lahko začela pisati novo zgodbo. Da se dobro počutita pri nas, priča tudi znanje slovenskega jezika, saj se Valentina trudi na vsakem koraku. Nešto razumem, ali ne vse. Dober dan, kako si, v redu. Razumem nešto, ali ne mogu govoriti slovensko. Ja, in že smo prišli do tistega dela naše oddaje, v katerem preletimo vse zanimive dogodke, ki so se že odvijali v zadnjih tednih, v zadnjih dneh. Čas je torej za naše novice. V dvorani osnovne šole Planina pri Sevnici je potekalo državno prvenstvo v košarki na vozičkih. Boj za najvišja mesta se je odvijal v odličnem vzdušju. Naslov državnih prvakov je tako kot v lanskem letu osvojila ekipa DP Termana Celje, ki je v finalu premagala moštvo DP Kranj Novo mesto. V Zagrebu so v okviru regionalne lige v košarki na vozičkih nastopili člani slovenske ekipe Parasport Slovenija. V hrvaški prestolnici so Slovenci zabeležili 1 zmago in 1 poraz, tako da ostajajo v igri za naslov prvaka regije. V Pulju je potekalo odprto prvenstvo v atletiki za parašportnike. V teku na 400 metrov se je odlično odrezal slovenski slepi tekač Robi Kogovšek, ki je s časom 59:30 zmagal v absolutni konkurenci in obenem za kar 42 stotink popravil svoj osebni rekord. Člani slovenske parakolesarske reprezentance so uspešno nastopili na dirki v Italiji. Slovenske barve so zastopali Andrej Rotar, Anej Doplihar, tandem Janez Cankar in Boris Praznik, Jure Furlanič in Sergej Kranjc. Jure Furlanič se je v svoji kategoriji 2-krat uvrstil na oder za zmagovalce. Na strelišču na Dunajski cesti v Ljubljani pa je potekalo državno prvenstvo v parastrelstvu. Naslove prvaka so v posamičnih konkurencah osvojili Daniela Budin Ravnič, Andreja Zadravec, Ludvik Pšajt, Franc Pinter, Siniša Jeremič, Stanislav Mahne, Franček Gorazd Teršek, Nenad Vignevič in Anton Bavec. Po 2 letih odpovedi zaradi pandemije covida bo letos v Laškem znova potekal že tradicionalni 17. turnir v namiznem tenisu Slovenija Open Termana Laško. Gre za največji turnir v paranamiznem tenisu na svetu. Letos je prihod v Slovenijo najavilo 339 športnikov iz 37 držav. Na prireditvi Športnik leta pa so ob najboljših športnikih posebna priznanja prejeli tudi posamezniki, še posebej zaslužni za promocijo parašporta. Med njimi Tina Cipot, predstavnica družbe Lidl Slovenija, ki je v zadnjih letih naredila izjemno delo pri promociji športnikov invalidov. Ja, v bistvu vstopamo v 7. leto sodelovanja z Zvezo za šport invalidov Slovenije, Slovenskim paralimpijskim komitejem, kar je za Lidl Slovenija prvič najdaljša sponzorska doba, drugič pa tudi verjetno izredno nagrajujoča, ali kakorkoli bi temu človek rekel, obdobje. V tem času smo dosegli res nekaj, bom rekla, prelomov, prebojev na slovenski trg v smislu, da so tudi slovenske parašportniki pričeli upoštevati mediji kot športnike pretežno in šele potem morda nekoga, ki je tudi invalid. Predvsem smo pa želeli, kar smo skupaj z Zvezo tudi si zastavili, da pač parašport postavimo na športni zemljevid Slovenije. To nam je vsekakor uspelo. Največji vrhunci, 2 kampanji, tista v Zarijo, potem tista lansko leto z sloganom Nič mi ne manjka, ki je bila tudi malo provokativna in vsekakor je dvignila kakšno obrv in hkrati rekla, ok, to je to, torej.
Potem 2020, ko smo si vsi tako nadejali nove paralimpijskih iger, pa se nam je zgodila korona in smo potem zastavili nekoliko drugače in izdali skupaj z našim reperjem Trkajem himno parašportnikov. Life in a hard, včasih ne zbiraš kart, še kolikrat bo mogel nazaj na štart, alej naprej, kar bilo je pusto odzad, poglej srce, noter skriva se prvak, in gre kot vlak, zdaj te za proti napad, na koncu teme je light, mogoče zgubil sem... Program Postani športnik, ki ga delamo od leta 2017 skupaj z Zvezo, v katero smo želeli v bistvu spodbuditi mlade, otroke, mladino in tudi njihove starše, da se pričnejo ukvarjati s športom, ne glede na to, kakšno oviranost morda imajo, in da mogoče na dolgi rok najdemo tudi kakšnega vrhunskega športnika, ki nam bo prinesel v Slovenijo spet kakšno paralimpijsko kolajno, kot recimo Darko Đurić prinesel nekaj svetovnih prvenstev, potem kako je Nani prinesel z paralimpijskih iger, skratka, da iščemo ne nazadnje tudi nekoga, ki bo na dolgi rok ponesel parašport v svet. Ja, in tako smo prišli do konca, ne le naše tokratne oddaje, ampak do konca nekega športnega obdobja. Prepričan sem, da bodo naše športnice in športniki v parašportu v prihodnosti dosegali še številne odlične, izjemne dosežke. In vsi jim na tej poti zaželimo vse najboljše. Hvala, da ste bili v naši družbi. Lega, fant gre, kolikrat stisnuje zobe, a kdo ve, lejo, punca gre, te poklejo v srce. Oddajo sta omogočila Sportklub in Lidl Slovenija. Ustvarimo boljši svet.